Dr. Iman Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in Boštjan Menciger, predsednik upravnega odbora Lesnine MG iz Ljubljane, sta podpisala pogodbo o obnovi športne dvorane Bistrica. Res pa je, da ta športna dvorana zdaj se bliža 40-letnici in je res potrebna temeljite obnove, zato smo se odločili, da k temu tudi pristopimo. Zdaj v teh letih ali pa v zadnjem času smo pridobili ustrezno dokumentacijo, kar je tudi kar nek zalogaj, in zdaj pristopili konkretno k tej investiciji. Zdaj vrednost investicije je okvirnih dobrih 3,6 milijona evrov. S tem pravzaprav v celoti prenovimo ta objekt, ker gre za obnovo, gre pravzaprav tako rekoč skoraj za nov objekt. No, in to prenovo v bistvu tudi na nek način zaokrožujemo vsebine, kar se tiče tega našega športnega parka tu v Slovenski Bistrici, tako da bodo potem imeli torej vsi naši športniki, od tistih najmlajših pa do tudi tistih vrhunskih, po moje kar primerljive pogoje za vadbo z drugimi centri. Iz notranjega obsega dvorane selijo vse stvari ven, govorim seveda o tem sanitarnem delu, znotraj ostane pravzaprav samo ta športni del, se pravi športno igrišče, ki se seli na nek način na sredo te dvorane, in pa tribune. Tako da s tem pridobimo na prostoru, in potem imamo res ta prostor za potrebno vadbo praktično za vse športe. Tudi dvigne se recimo standard, kar se tiče zahtev recimo za odbojko. Dočim ti spremljajoči objekti, se pravi, tako sem že rekel, ta sanitarni del, garderobe se seli na zunanjo stran, in na zunanji strani bodo še neke manjše dvorane, kjer bo tudi možno pač kakšno vadbo dejansko speljati. Zdaj sama sanacija je tudi energetsko urejena, tako da gre pravzaprav za izgradnjo po nekem standardu, ki je danes pač običajen. Zagotovo ste ponosni, da je v tej dvorani prve korake žogo naredil naš olimpijec Klemen Prepelič. No, saj, glejte, mi imamo v Slovenski Bistrici po moje izjemno široko paleto športa, tudi verjetno zaradi tega, ker imamo res za športnike dobre pogoje. Govorim se zdaj o tem športnem parku tu v samem mestu Slovenska Bistrica, kot tudi širše po ostalih krajih, ker praktično danes nimate v Slovenski Bistrici kraja, ker nima vsaj ene športne dvorane, da ne govorimo seveda o zunanjih objektih. Zdaj seveda ta širina potem omogoča tudi to, da iz tega naslova zrastajo vrhunski športniki. Zdaj zadnji je že bil omenjen, Prepelič, ki se je uvrstil na olimpijado, tako imamo zdaj že na tej olimpijadi drugega olimpika. Pa če vas samo mogoče spomnim še recimo kak teden nazaj, ko so odbojkarji nas tudi, vsaj mene osebno, presenečali z svojimi vrhunskimi nastopi. Tudi tam je pravzaprav en del reprezentance bil spet iz slovenjebistriškega dela. Tako da na eni, to se pravi, osnovni prostorski pogoji, ki so potrebni za vadbo, na drugi strani seveda omogočajo torej neko širino športnikov, in iz tega potem lahko dobimo tudi vrhunske športnike. Zdaj, kar zadeva seveda te prenove, bi še sam to mogoče omenil. Mi iz te dvorane tudi ven selimo ta plezalni del. Plezanje ima tudi tradicijo pri nas v Slovenski Bistrici, vse mlajših kategorijah imamo tudi vrhunske tekmovalke predvsem. Zdaj mi smo želeli seveda ta plezalni del umestiti na zunanji del te dvorane, vendar to zaradi zaščite kulturnih pogojev ni bilo mogoče in je predvidena gradnja novega plezalnega centra na drugi lokaciji, ampak v območju športnega parka, tako da bo tudi ta plezalni del dobil eno tako infrastrukturo, ki bo omogočala pa tudi vzgojiti iz teh mladih kako olimpiko, da ne bo samo Garnbret pa še